gasilcev naj stopi vsak, da čuvamo ljudsko imetje. Požar nam sovražnik edini je vsak, ko čuvamo naše imetje. Fantje, dekleta, žene, možje, pridružijo si naj se četi, da bomo sposobni in močni dovolj pomagati vsakmu nesreči. Zbrani smo vrste tovariši vsi, po noči, po dnevi na straži. Vsi smo za enega, eden za vse, sklicani v zbor si tovarši. Zbrani smo vrste tovariši vsi, po noči, po dnevi na straži. Vsi smo za enega, eden za vse, sklicani v zbor si tovarši. Na pomoč, na pomoč, na pomoč. Spoštovane gospe in spoštovani gospodje, cenjeni gostje, tovariši gasilci in tovarišice gasilke iz vse Slovenije. Lep dober dan in dobrodošli na slovesni otvoritvi poligona za usposabljanje gasilcev Podravske regije v Ormožu, za gasilce v Podravju zelo težko pričakovane pridobitve. Poligon v Ormožu je prvi od 17, ki Gasilska zveza Slovenije načrtuje zgraditi v prihodnjih letih po gasilskih regijah in je hkrati tudi vzorčni poligon za vse ostale. Namenjen je praktičnemu usposabljanju gasilcev na regijski ravni in izpolnjuje pogoje za opravljanje vaj v učnih programih Gasilske zveze Slovenije. Gospe in gospodje, prijeten uvod v svečani dogodek sta nam pripravila pihalni orkester Ormož, ki ga vodi profesor Slavko Petek, in ženski gasilski zbor Gasilske zveze Ormož pod vodstvom profesorice Renate Horvat. Zdaj pa, spoštovani in spoštovane, dovolite, da nekaterim na današnji slovesnosti namenimo posebno dobrodošlico. V Ormožu so danes prisotni predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar, ministrica za obrambo Republike Slovenije Andreja Katič, gospod Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, tovariš Jošt Jakša, predsednik Gasilske zveze Slovenije, tovariš Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, tovariš Dušan Vižintin, regijski poveljnik in član poveljstva Gasilske zveze Slovenije, gospod Alojz Sok, župan občine Ormož, gospod Dragomir Murko, vodja izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ptuj, tovariš Janez Lipovnik, namestnik predsednika sveta Podravske regije, tovariš magister Dejan Jurkovič, predsednik Gasilske zveze Ormož, tovariš Tonček Lisjak, poveljnik Gasilske zveze Ormož. V nadaljevanju pa pozdravimo še nekatere ostale prisotne goste, državnega svetnika in podžupana občine Ormož Branka Šumenjaka, predstavnike odbora za razpolaganje sredstvi požarnega sklada, častnega poveljnika Gasilske zveze Slovenije, člane upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije, člane poveljstva Gasilske zveze Slovenije, predstavnike komisij, odborov in drugih predstavnikov Gasilske zveze Slovenije. Z nami so danes predstavniki vseh gasilskih regij Republike Slovenije. Z nami so danes tudi svetniki občine Ormož, predstavniki vseh gasilskih zvez Republike Slovenije, predstavniki vseh prostovoljnih gasilskih društev Podravske regije in vsi člani prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Ormož.
Z nami je danes tudi komandir policijske postaje Ormož, Edvard Cvetko. Z nami so gostje iz sosednje Hrvaške. Tukaj so tudi predstavniki izvajalcev in podizvajalcev, ki so sodelovali pri gradnji tega objekta, in predstavniki lokalnih podjetij ter organizacij, ki sodelujejo z Gasilsko zvezo Ormož. Vsem topla in prijazna dobrodošlica. Gospe in gospodje, v imenu organizatorja današnje slovesnosti vam bom dobrodošlico v pozdravnem nagovoru v Ormožu izrekel tovariš Jošt Jakša, predsednik Gasilske zveze Slovenije. Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, spoštovana ministrica za obrambo, gospa Andreja Katič, spoštovani direktor Uprave za zaščito in reševanje, gospod Darko But, spoštovani župan občine Ormož, gospod Alojz Cok, tovarišice gasilke, tovariši gasilci, gospe in gospodje in ostali gostje. V izjemno čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Gasilske zveze in v lastnem imenu na otvoritvi prvega poligona, ki ga bomo gasilci uporabljali za to, da bomo pridobivali znanje, usposobljenost za vedno zahtevnejše intervencije, posredovanja, ki so pred nami. Čas gre naprej in zahtevnost našega dela se veča in samo dobro usposabljanje s primerno opremo in s spoznavanjem ljudi, ki vodijo gasilce, je tisto, ki nam bo zagotavljalo, da bomo svoje delo upravljali uspešno, da bomo pri tem varni do sebe, da bomo znali uporabljati vse zahtevnejšo tehniko in pred nami je poligon, ki nam bo to omogočal. V prvi fazi čestitam vsem tistim, ki so prispevali, da je poligon zgrajen. Zahvaljujem se občini Ormož, Gasilski zvezi Ormož in vsem, ki so prispevali, da je ta poligon danes pred nami, da ga odpremo. Toda to je začetek zgodbe, tako s poligoni, kot s pridobivanjem znanja, kako s tem poligonom zagotavljati varnost pri usposabljanju, kako ga najbolje izkoriščati, in to znanje bomo bogato uporabili tudi pri gradnji naslednjih. Vsem skupaj iskrena hvala, da ste se udeležili, predvsem pa želim, naj služi usposabljanju, naj zagotavlja varnost, hkrati pa naj bo daj tudi priložnost za kakšno druženje, kajti gasilstvo je poznavanje ljudi med sabo, ker v intervenciji si zaupamo življenje. Hvala predvsem vladi in vsem, ki so naklonili razum in možnost, da se to sfinancira tudi iz proračuna. Torej upajmo, da bomo z roko v roki lahko ta naš plan dokončali. Vsem skupaj prijeten dan, hvala, da ste se udeležili in z gasilskim pozdravom na pomoč. Lepa hvala predsedniku Gasilske zveze Slovenije za besede dobrodošlice. Lansko jesen 2016 sta Gasilska zveza Slovenije in Gasilska zveza Ormož na dobrem hektarju zemljišča, kjer se danes nahajamo, pričela z gradnjo poligona za usposabljanje gasilcev Podravske regije. Gradnja je potekala v režiji Gasilske zveze Slovenije, svoje obveznosti ob tem pa je imela tudi Ormoška gasilska zveza. Podobnosti o tem in tudi o namenu nove pridobitve pa nam bo razkril magister Dejan Jurkovič, predsednik Gasilske zveze Ormož, ki ga v tem svečanem trenutku povabim besedi nagovora. Spoštovani gostje s predsednikom Vlade Republike Slovenije Mirom Cerarjem in ministrico za obrambo Republike Slovenije gospod Andrejo Katič na čelo, cenjeni tovariši gasilci, tovarišice gasilke ter vsi ostali prisotni, veliko čast mi je, da vas lahko danes pozdravim in nagovorim na otvoritvi poligona za usposabljanje gasilcev Podravske regije. Gasilska zveza Ormož je bila ustanovljena 1955, se zdaj združuje 2000 članov v 15 prostovoljnih gasilskih društvih, ki so razposajena na območju občine Ormož, ki meri približno 142 kvadratnih kilometrov in šteje približno 13 000 prebivalcev. V Gasilski zvezi Ormož se še kako zavedamo, kako je pomembno znanje in ustrezna usposobljenost, saj nam sodobna tehnika brez znanja nič kaj dosti ne pomaga. Zato smo že v letu 2014 začeli razmišljati, da bi imeli svoj prostor, na katerem bi se lahko usposabljali, da bi lahko bili kar se da dobro pripravljeni v primeru nudenja pomoči drugim, ko jih prizadene naravna ali druga nesreča. Nič nismo stokali in jamrali, ampak smo zavihali rokave in začeli delati. V jeseni leta 2014
smo kupili nezavidano stavbno zemljišče po bivši tovarni sladkorja, na kateri je bil gozd. Naš projekt je hitro prerastel iz občinskega v regijskega, lahko bi rekel tudi v državnega, saj se je regija odločila, da bo regijski vadbeni center Podravske regije v Ormožu. Pravijo, da pogumne spremlja sreča. To lahko potrdim tudi jaz, saj v našem primeru se je tudi to izkazalo. Se sprašujete, zakaj? Najprej, ker je naša ideja sopadla z idejo Gasilske zveze Slovenije. Prav tako pa, ker smo se v naši regiji našli posamezniki, ki smo imeli energijo, pogum in jasne cilje, da smo to našo zagnanost tudi izkazali. To zagnanost pa je Gasilska zveza Slovenija prepoznala in nam je tudi zaupala, da smo dobili možnost, da zgradimo prvi regijski vadbeni center v Sloveniji. Poudarim naj, da nam pri izvedbi tega projekta nič ni bilo podarjeno, ampak smo mogli za vse trdo delati, bili inovativni in se v marsičemu odreči. Prav tako smo morali z lokalno skupnostjo globoko seči v žep, kar pa smo imeli preplitvega, smo za ta projekt kot Gasilska zveza Ormož najeli tudi posojilo, saj se zavedamo, da je naložba v znanje naša najboljša naložba. Danes je pomembno, da dobri 2 leti in pol po nakupu zemljišča na tej lokaciji uspešno zaključujemo investicijo vredno približno 600 000 evrov, katero je Gasilska zveza Slovenije sofinancirala z nekaj evri manj kot 325 000 evrov. To nam je lahko uspelo le ob podpori župana občine Ormož, podpori gasilcev in gasilcev Gasilske zveze Ormož, podpori regijskega sveta in seveda ob podpori vodstva Gasilske zveze Slovenije. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki ste nam zaupali, nas podpirali in kakorkoli prispevali, da imamo danes tukaj ta dogodek. Do danes smo Slovenci in ostali mesto Ormož poznali kot sonce Prlekije, kot mesto ob Dravi, kot mesto dobrega vina in goric, kot mesto, v katerem je bila edina tovarna sladkorja v Sloveniji in še bi lahko našteval. Od danes naprej pa lahko Ormož pomenujemo tudi kot mesto gasilcev. Spoštovani vsi prisotni, želim vam prijeten dan naprej v pričakovanju, da boste danes v naši družbi uživali in se v naše mesto še kdaj vrnili. Na pomoč. Lepa hvala predsedniku Gasilske zveze Ormož za današnji nagovor. Dobro sodelovanje Gasilske zveze Ormož in občine Ormož smo že večkrat izpostavili in tudi na današnji svečanosti lahko, saj je nova pridobitev, ki jo danes tudi uradno prodajemo v uporabo, plod dobrega sodelovanja gasilcev in lokalne skupnosti. Gospe in gospodje, k nagovoru vabim župana občine Ormož, gospoda Alojza Soka. Spoštovane gasilke, gasilce, vsi, ki ste se danes zbrali v tem lepem sončnem dnevu, tukaj na prvem vadbenem poligonu v Republiki Sloveniji, dovolite mi, da vas v imenu občine Ormož in pa v svojem imenu prav lepo pozdravim. Všeč mi je in vesel sem, da na tej pomembni otvoritvi danes prisoten tudi predsednik slovenske vlade, da je prisotna tudi gospa ministrica za obrambo in da so seveda tukaj prisotni vsi najvišji predstavniki gasilcev v naši državi. Njim bi še posebej rad izrekel zahvalo, da so podprli ta projekt, da se ta prvi poligon zgradil tukaj v Ormožu. Ni namreč v navadi slovenske države, da bi se tovrstne zadeve otvarjale, delale v tako odročni kraj, kot je naš, tukaj ob meji s sosednjo Hrvaško. Jaz verjamem, da so naši gasilci, in to tudi ob različnih prilikah večkrat povem, dobro opremljene, da lahko v tej državi praktično povsod, v vsakem trenutku, v vsakem času na njih računamo in da so nas tudi že do sedaj gasilci velikokrat reševali. Seveda jih lokalne skupnosti pri teh zadevah enostavno moramo podpirati. Vsekako si pa naj predstavljamo, da bomo lahko računali na njih, če ne bodo opremljeni z dobro opremo. No tukaj pa, kot smo lahko slišali, pri tej pridobitvi pa je tudi znatni delež primaknila država in tako bodo nastali tudi še drugod po Sloveniji ti vadbeni centri.
Edino, kar sedaj še potrebujemo, seveda, če je to vadbeni center za celotno Podravje, je, gospoda Cerarja sem že namignil, ko je prišel, boljšo cestno povezavo, da se boste lahko sem v Ormož hitreje pripeljali, pa potem tudi odpeljali varno na svoje domove. Torej, to moram povedati, ker imam redko priliko, da bi lahko takole pred predsednikom vlade povedal, da gradimo hitro cesto že od leta 2004, da se je dvakrat začela graditi, sicer to vse ve, verjamem, pa ne bo nič odveč, če še enkrat povem, in da imamo nekako obljubo, da bi se z naslednjim letom ta gradnja ponovno aktivirala, da bi se ponovno začela. Cesta bi nam namreč dala ne samo možnosti razvoja gasilstva, pač pa seveda tudi možnost razvoja na številnih drugih področjih, predvsem v turističnem smislu, in pa mi smo pretežno kmetijska občina, torej želimo si več razvoja na tem področju. Toliko, jaz bi še enkrat se rad vsem zahvalil, ki ste karkoli doprinesli, seveda predvsem naši domači Ormoški gasilski zvezi z gospodom Dejanom Jurkovičem na čelu, kajti verjamem, da če ne bi on tega tako poganjal kot je in vsemi gasilci, ki ste mu pri tem pomagali, potem seveda danes ne bi bili najbrž priča temu dogodku, kateremu smo. Naj vam ta pridobitev dobro služi in predvsem želim, da se vam na tem vadbenem poligonu ne bi kadarkoli kaj pripetilo in da boste potem tudi veliko bolj usposobljeni za tisto, kar vas čaka, in pri tem vam želim veliko uspeha. Hvala lepa. Lepa hvala tudi županu občine Ormož za današnji nagovor. Sodobno urejen poligon v Ormožu med drugim sestavljajo asfaltirana ploščad, naj samo omenim, da je skupna površina asfaltnih površin 3500 metrov, betonski stolp je visok 14,5 metrov, 3 različne vrste hidrantov ter bazen, ki bo služil za reševanje iz globin in simuliral vodni vir. Ob bazenu je prav tako urejena ploščad, namenjena urjenju v tehnično-reševalnih vajah. V sklopu poligona sta večja zelena površina in pokrit zunanji prostor, ki bo služil kot učilnica na prostor, kar bo zagotovo posebnost poligona tukaj v Podravju. V poligonu bodo postavljeni še sanitarni in skladiščni kontejnerji, v katerih pa bo deponirana oprema. Toliko za zdaj. Besedi vabim poveljnika Gasilske zveze Slovenije, tovariša Francija Petka. Spoštovani predsednik vlade, gospa ministrica za obrambo, gospod župan, gasilke, gasilci, cenjeni gostje. Lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Zelo sem vesel in ponosen, da danes odpiramo prvi regijski poligon. Od ideje do same otvoritve je poteklo več kot 3 leta. Kljub temu smo na poveljstvu Gasilske zveze Slovenije projekt že v začetku prepoznali kot veliko pridobitev na področju urjenja in utrjevanja že pridobljenega znanja. V Sloveniji imamo 50 000 operativnih gasilcev. Nemogoče je pričakovati, da lahko v obstoječih izobraževalnih centrih zagotovimo kvalitetno urjenje za tako veliko število članov. Pri iskanju rešitve smo prišli na idejo o izgradnji regijskih poligonov, kjer bi se gasilci urili s svojo tehniko in opremo pod nadzorom izkušenih inštruktorjev. Poveljstvo je idejo potrdilo, sprejelo sklep, da se sredstva iz doplačilne znamke, namenjena za regionalni razvoj, namenijo za izgradnjo regijskih poligonov. Za izbiro primernih objektov, ki bi se gradili na poligonu, smo se obrnili na gasilsko šolo in starostjo na področju izobraževanja gasilcev Janeza Hočevarja. Pripravil je predlog objektov in nabor vaj, ki se lahko izvajajo na teh objektih. S predlogom smo seznanili tudi ministrico za obrambo, gospod Andrejo Katič, in generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, gospoda Darka Buta, ki sta projekt podprla in ga vključila v nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Začetno idejo je v svoji diplomski nalogi za visokega gasilskega častnika odlično nadgradil regijski poveljnik Podravske regije Dušan Vižintin. Po nalogi in prvih predračunih smo zelo hitro ugotovili, da z 170 000 evri letno ne bomo preveč uspešni pri izgradnji
teh poligonov, zato smo iskali nove finančne vire. Ker je skrb za upravljanje, usposabljanje oziroma vzdrževanje že pridobljenega znanja naloga lokalnih skupnosti, smo jih pozvali, da zagotovijo prostor, ga komunalno uredijo in pridobijo potrebno dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja. Odziv je bil zelo pozitiven, saj imamo za prvih 5 poligonov že določene lokacije, pri čemer so župani ponudili več od zahtevanega. Za pomoč pa smo zaprosili tudi odbor za razpolaganje z sredstvi požarnega sklada. Odbor je naši prošnji ugodil, tako da izgradnjo objektov financira Gasilska zveza Slovenije iz sredstev doplačilne znamke in odbor za razpolaganje sredstev požarnega sklada v razmerju 50-50%. Da je prvi poligon v Ormožu v Podravski regiji ni naključje. Idejo o poligonih je med prvimi prepoznal kot priložnost predsednik Gasilske zveze Ormož, Dejan Jurkovič. Skupaj z Dušanom sta orala ledino, ki ni bila lahka. Vendar skozi celotni projekt nista prihajala s problemi, temveč z rešitvami. Menim, da si zaslužita en veliki aplavz. Celoten projekt je vreden več kot 600 000 evrov, za mnoge preveč. Človeško življenje je neprecenljivo. Denar in tehnika se lahko nadomestita, življenje žal ne. Pomembna je varnost tako članov operativnih enot, ki se bodo na poligonih urile, in varnost ljudi, ki nas potrebujejo. Želimo, da so naši gasilci dobro usposobljeni, da si izkušnje nabirajo na čim bolj realnih situacijah, kar posledično pomeni bolj varno in kvalitetno delo na intervenciji. Izgradnja 17 poligonov je večletni projekt. Od višine zbranih sredstev pa je odvisno, kako hitro bomo končali. Želimo si, da bi vsako leto zgradili po 2 poligona, pri čemer računamo tudi na evropska sredstva. Ob koncu bi se želel zahvaliti vsem, ki pomagate pri projektu Regijski poligoni, še posebej že omenjenima Dejanu Jurkoviču in Dušanu Vižintinu, Odboru za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje z generalnim direktorom Darkom Butom, gospe ministrici Andreji Katič in županom za njihov prispevek, ki je velikokrat večji od dogovorjenega. Hvala tudi vsem, ki ste se in se še boste trudili, da bo današnja otvoritev nepozabna. Hvala lepa. Lepa hvala za nagovor tudi poveljniku Gasilske zveze Slovenije. Gospe in gospodje, tovariši gasilci in tovarišice gasilke, danes imamo v Ormožu to čast, da k mikrofonu lahko povabimo slavnostnega govornika na otvoritvi prvega poligona za usposabljanje gasilcev v Sloveniji, predsednika Vlade Republike Slovenije, doktorja Mira Cerarja. Spoštovani predsednik vlade, izvolite. Spoštovane gasilke in gasilci, drage Ormožanke in Ormožani, gospod župan, drugi visoki gosti in vsi, ki ste se danes zbrali na tem imenitnem dogodku. Danes smo tukaj, da gasilkam in gasilcem izkažemo priznanje. Priznanje za njihovo požrtvovalno, neustrašno delo, delo za varnost vseh nas. Delo, pri katerim se pogosto izpostavljajo velikim tveganjem za svoje zdravje in tudi za svoje življenje. In naj takoj rečem, da to ni zgolj delo, to ni zgolj dejavnost. Za mene je to, kar počnete, gasilci, plemenito poslanstvo in vesel sem, da Slovenci znamo ceniti to poslanstvo. In še bolj me veseli, da smo danes tukaj zbrani ob dogodku, ko vam lahko na nek način skupaj pomagamo, da ga boste lahko še bolje izvrševali, da boste nam dovolj pripravljeni, da boste tudi vi bolj varni, ko boste pomagali drugim. Zelo sem vesel, da lahko danes kot predsednik vlade, skupaj z ministrico, županom, vsemi vami tu prisotnimi, odprem ta nov regijski poligon za usposabljanje gasilcev Podravske regije, prvega od 17, ki jih Gasilska zveza Slovenije, kot je bilo rečeno, načrtuje zgraditi v prihodnjih letih po
gasilskih regijah. Posebna zahvala gre seveda tudi občini Ormož, ki je finančno podprla izgradnjo prvega tovrstnega poligona, ki bo za nadaljnje usposabljanje služil vsem gasilskim društvom iz regije. Gasilci, kot tudi ostali pripadniki sil za zaščito in reševanje, boste lahko, kot je bilo rečeno, ta poligon souporabljali na ta način, da boste pripravljeni, da boste s tem urjenjem še boljši in še bolj plemeniti. Zavedam se, da ste gasilke, gasilci na številnih področjih, ne samo pri vašem konkretnem delu, pri vašem angažmaju na terenu, ampak tudi pri vaši organizaciji, pripravah in tako, soočeni s številnimi izzivi, pa tudi težavami. Naj vam zagotovim, da sem s temi izzivi in težavami seznanjen, da seznanjena z njimi ministrica za obrambo, pa tudi drugi ministri, kolikor zadevajo te izzivi njihova področja in da na teh področjih skupno iščemo rešitve, tako na ravni spreminjanja zakonodaje, podzakonskih aktov, kot tudi operativnih ukrepov. Gasilska dejavnost izkazuje nekaj, kar Slovence nasplošno krasi, kar je naša pomembna narodna nacionalna lastnost, to je solidarnost. Tega sem zelo vesel in ob tej priliki naj povem nekaj v duhu te solidarnosti, kar prav tako zadeva vse nas, Slovenke in Slovence, državljanke in državljane. Naša skupna dobrina so seveda v prvi vrsti naša življenja, naši medsebojni odnosi, vendar pa je naša skupna dobrina tudi naša država. In ta država mora povezovati prav vse državljanke in državljane in prav vse dele Slovenije. Zato sem tudi danes veseljen tukaj, ker želim pokazati, da tudi Ormož in okolica, tudi ta regija je še kako pomemben del Slovenije in vsak napredek, ki ga tu dosežete, vsako dobro dejanje, ki ga storite za vas v tem okolju, je tudi dejanje za vso Slovenijo, pa tudi širše. In ker vsak del šteje, je še kako pomembno, da se zavedamo, da bo bolje gasilcem, da bo bolje drugim, ki skrbijo za našo varnost, pa tudi vsem nam, če bomo skupno skrbeli za to našo državo kot skupno dobrino. Če bomo razumeli, da je vsak del pomemben in če enemu delu ne gre dobro, to slabi tudi ostalo. Zato je tako pomembno, da smo dober gospodar z državnim premoženjem, da odgovorno upravljamo z javnimi financami, da skrbimo za varnost naše države v vseh segmentih, da varujemo človekove pravice prav vsakogar, skrbimo za izobraževanje naših mladih, skrbimo za razvoj znanosti, kulture, športa in vseh ostalih dejavnosti, kajti če bomo imeli pred očmi vedno celoto, potem bodo tudi posamezni deli bolj povezani in živeli in delali bodo bolje. Zato me še posebej tako zelo veseli, da je do tega poligona prišlo in da bo prišlo tudi do naslednjih poligonov v Sloveniji v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, z Gasilsko zvezo Slovenije in drugimi deležniki, seveda tudi vlado, kajti samo tako skupaj v sodelovanju resnično gremo lahko naprej v boljšo prihodnost. Veseli me, da se trudimo prav tako skupaj tudi na drugih delih, ki so pomembni za Ormož. Prej je bila omenjena še ne dovolj dobra cestna povezava. Kot je pravilno povedal župan, tudi to je dobra simbolika. Evo, smo dobili tudi pozdrav Slovenskih železnic. Sicer pa naj rečem, da seveda intenzivno delamo tudi na tem, da ukrepimo cestno povezavo, izboljšamo to cestno povezavo med Ormožem in Ptujem z novo, seveda dvopasovno prometnico, ki bo omogočala veliko boljši pretok na vseh pogledih. In seveda se bo gradnja, še posebej med Ormožem in Gradišnico, pričela že prihodnje leto, potem pa tudi naprej odsek do Markovcev se bo nadaljeval in tako bomo tudi na vašem koncu povezali Ptuj-Ormož z novo sodobno cestno povezavo. Ja, tudi jaz sem tega vesel.
Ampak, a veste, tudi celo Slovenijo moramo povezovati med seboj, na tem delamo, pa tudi jo moramo povezati s svetom. Zato je tako pomembno, da gradimo tudi, da se lotevamo tudi strateških infrastrukturnih projektov, kot je denimo drugi tir, ki bo našo Luko Koper povezal še močneje in Slovenijo še močneje za srednjo, vzhodno in celo severno Evropo in umestil Slovenijo v daljno prihodnost na transportni zemljevid Evrope in celo sveta. Zato je tako pomembno, da gledamo naprej, da smo pogumni in da seveda ob upoštevanju naših javnofinančnih in drugih zmožnosti sprejemamo takšne odločitve, ki bodo odločitve za naš razvoj, za našo prepoznavnost in predvsem za prihodne generacije. In dovolite mi, da se ob tej priliki zahvalim tudi vsem pripadnikom civilne zaščite, ki so prav tako pripomogli, da smo v tem okolju začeli konstruktivno, skupaj z občino, država, torej reševati še problem Vičancev, zemeljskega vdora in plazu, ki je tudi zelo ogrozil en del tega lokalnega okolja, tudi konkretno nekatere prebivalce. In to je še en dober primer prakse, ko lahko država, občina na vse načine in lokalno okolje nasploh dobro sodelujemo. Dovolite mi, da zaključim tam, kjer sem začel, za zahvalo in iskrenim priznanjem vsem, zdaj bom tudi jaz rekel, tovarišicam gasilkam in tovarišem gasilcem, njihovemu vodstvu in prav vsakomur od njih, ki se vsak dan pripravljajo in potem vsakodnevno po vsej Sloveniji prispevajo k naši varnosti. Zadnji primer v Vrhniki, ko smo bili priča izredno tragičnemu dogodku in so gasilci tako požrtvovalno pomagali, da ta dogodek ni zavzel še bolj tragičnih dimenzij, je samo en dodaten primer, imamo jih veliko, ampak tudi to je primer tega, kako pomembni ste gasilke in gasilci za Slovenijo. In s temi dobrimi zgodbami, s tem sodelovanjem, predvsem pa z nekim medsebojnim spoštovanjem, drug do drugega, do gasilcev, do lokalnega okolja, kajti vsako okolje šteje in tudi do države, ki mora biti država za vsakogar v Sloveniji, pojdimo optimistično naprej, bodimo samozavestni, kajti Slovenci znamo in zmoremo. Tako kot seveda tudi gasilci, ki jim namenjam svoj zaključni pozdrav na pomoč. Hvala. Lepa hvala spoštovanemu predsedniku vlade Republike Slovenije, dr. Miru Cerarju, za današnji slavnostni nagovor o priliki slovesnosti v Ormožu. Prijetne trenutke današnje slovesnosti pa bomo obogatili še z enim kulturnim utrinkom. Pevke Gasilskega ženskega pevskega zbora Gasilske zveze Ormož bodo zapele pesem Da bi jaz znala, pa jim prisluhnimo. Da bi jaz znala, kjer je moj, bi njemu dala, pušaj s nocoj, pušaj tja zeleni, ljubi zaljubljeni, da bi jaz znala.
Lepa hvala, pevka. Spoštovane in spoštovani tovariši gasilci in gasilke. Prvi del današnje slovesnosti z nagovori in krajšim kulturnim programom smo tako zaključili. Drugi del slovesnosti pa je namenjen podrobni predstavitvi prvega regijskega poligona za usposabljanje gasilcev v Ormožu. Predstavili vam bomo vseh 13 delovnih točk. Zato zdaj le k mikrofonu vabim poveljnika Podravske regije in člana poveljstva Gasilske zveze Slovenije, tovariša Dušana Vižentina. Skupaj pa bova kasneje predstavila poligon, njegov namen in torej vseh 13 delovnih točk. O namenu regijskih vadbenih poligonov bo Dušan Vižentin spregovoril malce kasneje, zdaj pa bomo kar pričeli s prikazom aktivnosti na delovnih točkah. Dušan Vižentin, beseda vaša, prosim. Fire Combat, prevedeno kot gasilski boj, je v Slovenijo prišel iz Združenih držav Amerike in je ena izmed novejših vrst gasilske športne tekmovalne discipline, ki od tekmovalcev zahteva izjemno fizično pripravljenost. Gasilska dvojica, opremljena z gasilsko zaščitno obleko in izolirnimi dihalnimi aparati, mora v čim krajšem času in s čim manj napakami premagati progo, sestavljeno iz 4 sklopov. Prikaz omenjene discipline bo izvedla dvojica iz PGD Leskovec iz Gasilske zveze Videm. Premični steni v drugi etaži stolpa sta v odprtem položaju, da omogočata izvedbo vaje. Pa začnimo. V prvem sklopu morata tekmovalca speti gasilske cevi in z njimi premagati steno in rov. Na koncu se opremita stolp zavoro in splezata po lestvi na stolp v drugo etažo na višini 6,5 metrov, kamor potegneta cev z ročnikom. V drugem, naslednjem sklopu se bosta tekmovalca s pomočjo vrvi in reševalnega pasu spustila iz stolpa. V tretjem delu sledi prenos ponesrečenca oziroma lutke težke 70 kg, ki jo morata prenesti iz označenega polja v označeno polje na drugi strani proge. V četrtem, zadnjem sklopu morata tekmovalca razvleči cevovod, poln vode in pod pritiskom 4 barov, ter s curkom zbiti tarčo oddaljeno 10 metrov, s čimer svojo delo zaključita. Hvala lepa zaenkrat regijskemu poveljniku. Čestitke za dobro izvedbo Fire Combat, torej gasilskega boja. Sledi vaja raznoterosti, ki bojo izvedli naši veterani, prosim. Vaja, ki jo bodo prikazali starejši gasilci, je ena od tekmovalnih disciplin, v kateri na tekmovanjih gasilskih in gasilsko-športnih disciplin tekmujejo starejši gasilci. V moških ekipah morajo biti le ti starejši od 58 let, v ženskih pa morajo biti tekmovalke starejše od 48 let. Pri izvedbi te vaje ima 6 gasilcev vsak svojo nalogo, izvesti eno od gasilskih veščin, za kar imajo vsak na razpolago 2 metra široko in 15 metrov dolgo progo z naprej pripravljenim orodjem. Preden začnejo izvajati omenjene naloge, se morajo v predpisanem 3-metrskem prostoru opremiti z gasilsko čelado in pasom, ki jih čakajo pripravljene na stolih. Visoki gostje in predsednik vlade, dr. Miro Cerar, si bodo zdaj le malo še ogledali delovne točke in aktivnosti danes na novo zgrajenem poligonu tukaj v Ormožu. Mi pa bomo kar nadaljevali z delom, zato besedo predajam regijskemu poveljniku Dušanu Vižentinu, ki vas bo popeljal skozi vse ostale točke. Prosim.
A se smo tako lahko postavili? Pejte okrog mene, okrog vas tako. Eni pejte na to stran. Evo, skole. Tako še prihajajo. Vidite vsi, vidite malo. Tu pridite na strani strani. Tukaj na strani. Ja, še mojca. O, njega, živijo. Naprej, prvo vrsto. Naprej. Kar naprej. Veste kaj, mogoče ti prvi vrsti počepate, da bodo v zadnji se dobro videli. Tako, ja? Evo, pa to znate, super, bravo. Ja, hvala lepa vsem skupaj. Evo. Super, bomo imeli eno dobro. Krupno. A gremo še naprej, ja, to pa ne mislim, to pa da dospava. Ne, to pa ni naša. Pa sem prcnil tam. Gospa ministrica, lahko ena slika? Šta se vidiš? Hvala. Hvala lepa. Verjetno je uspel. Hvala lepa. A moramo če donesti? Dajmo če donesti. Vse to, kar imamo sedaj, to ne uporabljamo. Zdaj imamo še više gor. Opazuj, kaj se premika. Opazuj, kaj se premika. Voljo. Enota je začela z dvigovanjem betonske plošče z ročno enosmerno hidravliko. Breme se sprotno varuje z lesenim podložnim materialom. Breme je s pomočjo ročne enosmerne hidravlike dovolj dvigano, da je mogoče namestitev dvižnih zračnih blazin, s pomočjo katerih se breme dvigne in podpre s podložnim materialom do višine, ki omogoči izvlek ujetega v ruševini. V realni situaciji bi sledila oskrba poškodovanca in predaja reševalnim ekipam, kar pa danes posebej ne bo prikazano. Spustimo blazino. Ne, kontra. Imaš kajla notre? Kajlo riblje notre. Malo še mojo. Okej, desno stran tak, ja. Okej, dobro se si. Evo ga.
v stanje klasičnega nadzemnega hidranta. Prosim gasilce iz Gasilske zveze Središče v Dravi, da začnejo z polnjenjem bazena ter odstranitvijo rešetke, da bodo lahko svoje delo opravili. In pripravljajo se vode za polnjenje bazena. Vaja z motorno brizgalno se izvaja v suhih svežih in obratna vaja na večini manjkih se izvaja v manjkih programov in tekmovanj. Izvaja se tudi na sicer se izvaja na tej površini danes. Tako, gasilcem je uspelo poškodovanca rešiti iz ujetnega. Sledi taktična mokra vaja.
Tudi to je del gasilstva. Ko so tarči podrejeni, se začne izvajati drugi del vaje, to je tako imenovani taktični suhi del, v katerem se položi dodatni tretji napadalni vod in podaljšata oba že prej izvedena napadalna voda. Pri podaljšanju mora prva napadalna skupina premagati 2 metra visok ogred ter priti do stojala, kjer napadalca navežeta ročnik in sekiro za dvig v višje nadstropje. Ko to upravita, se premaknete do gasilnikov in glede na vrsto požara, ki je označen na tabli, izberete pravilni gasilnik za gašenje. S tem opravita svojo nalogo. Druga napadalna skupina zaključi vajo, ko napadalca podaljšata svoj vod in se eden od njiju povzpne na lestev, se na vrhu z karabinom pripne in se pripravi za gašenje. Končano. Asfaltna površina je dimenzionirana na povoznost gasilskih vozil do 30 ton skupne mase. Z ustreznimi vzdolžnimi in prečnimi padci je zagotovljeno zadostno dodavanje tako meteorne vode kot vode, ki se uporablja pri izvajanju praktičnih vaj. Ob robu poligona je nameščen linijski požargalnik, pokrit z rešetkami enake nosilnosti kot asfaltna površina platoja. Vsa voda iz linijskega požaralnika je pred izpustom v javno kanalizacijo speljana skozi tipski lovilec v ustrezne kapacitete. Torej v rumeni posodi, ki vidite predivno sredstvo, ki se bo v rumenem mešalcu povezalo v ustreznem razmerju z vodo iz cisternega gasilskega vozila. Ročnik je sestavljen tako, da se pri pretoku vode iz predivnega sredstva mešanice skozi njega dodaja zraven. Tako nastane gasilna pena, za katero boste gasilca pristopila do požara in ga začela gasiti. Torej vidimo premik gasilcev do požarišča in začetek gašenja z tako imenovano srednjo gasilsko peno. Gasilec. Kje?
zdravniško mesto, odkoder bo vodil intervencijo. Vodja intervencije je izdal naslednja povelja. Izvede se notranji napad v pritličje objekta z hitro napadalno cevjo iz gasilskega vozila. Izvede se notranji napad v tretje nadstropje objekta in hkrati napad za reševanje ponesrečica. Uporabi se suho hidrantno omrežje. Izvede se napajanje suhega hidrantnega omrežja iz gasilskega vozila. Izvede se napajanje gasilskega vozila z vodo iz bližnjega hidrantnega omrežja za stavbo. Ter pripravi se cevovod za napajanje gasilske avtodestre z vodom. Stolp zavaje je namenjen usposabljanju gasilcev z uporabo prenosnih lestev, samoreševanju, reševanju drugih, uporabi vrne tehnike, polaganju cevovodov po stopnišču ter gibanju gasilcev v notranjosti objektov. Ker je namenjen vajam gašenja, je izdelan tako, da se lahko v njem uporabi vodni curek, ne da bi s tem povzročili škodo na objektu. Dimenzije stolpa so 7x7 metrov in višina 14,5 metra, ter je dimenzijsko prilagojen uporabi standardnih prenosnih lestev posist NE 1147, ki se uporabljajo v gasilstvu. Razporeditev in velikost odprtin oken zagotavlja optimalno uporabo lestev pri vseh vajah. Za zagotavljanje varnosti pri vajah ima stolp v najvišjem nadstropju fiksno vgrajeno varovalno gred, v notranjosti pa se za vsako okno po 3 pomožne varovalne obroče. V stolpu je na stopnišču vgrajena mokra in suha hidrantna mreža z možnostjo izpusta vode za preprečitev zmrzali v zimskih mesecih. Na fasadi je nameščena vadbena plinska omarica s glavno požarno pipo objekta in vadbena priključna elektroomarica za simulacijo odklopa električne energije. Za potrebe lažjega spremljanja dela in gibanja tečajnikov iz strani inštruktorjev so določene stene stolpa izvedene iz kovinskih mrež. Stolp ima po vertikali izvedeno odvodnjavanje gasilne vode, ki se bo uporabljala pri vseh vajah gašenja. Torej vidimo napadalca, ki se bosta z opremo in cevi pospela v goreče nadstropje in uporabila suho hidrantno omrežje, ki ga bomo preko gasilske cisterne napajali z vodo. Ker imamo informacijo, da je v objektu ponesrečenec, bosta takoj za napadom, ki bo izvajal gašenje, stopila tudi dva napadalca, napadalna skupina, ki bo preiskala prostor ter poiskala ponesrečenca. Videli bomo torej kratko gašenje in kasneje reševanje ponesrečenca. V tem trenutku se obe napadalni skupini premikata po stopnišču do najvišjega nadstropja.
začetek gašenja v zadnjem najvišjem nadstropju stavbe. V nadaljevanju prikaza delovne točke sta napadalca v nadstropju našla poškodovano osebi. Ob predpostavki, da reševanje po stopnišču ni možno, bo prikazano reševanje ponesrečenca s pomočjo raztegljive gasilske lestve. Gasilci bodo postavili lestev ter na njo pritrdili koritasta nosila. Z uporabo vrne tehnike bodo tako poškodovanca rešili iz ovir. Torej začelo se je snemanje gasilske lestve iz vozila ter postavitev gasilske lestve. V zgornjem nadstropju že vidimo oba napadalca, ki pripravljata vse potrebno vrno tehniko, zato da bosta lahko spustila za pomočjo nosil poškodovanca preko lestve na plan iz objekta. Pritličje ima zraven stopnišča garažo, ki je uporabljena tudi za izvajanje morebitnih vzdrževalnih del na gasilski opremi in tehniki. V prvem nadstropju je garderoba ter 3 metre širok prostor za začetne vaje reševanja iz višin ter delo z lestvami. Ker garderoba ni vadbeni prostor, je od ostalih prostorov ločena za steno in vrati. V drugem nadstropju je prostor za vaje namenjen različnim vajam gašenja notranjih požarov. Stena na sprednji vadbeni fasadi ter desna stena sta premični zaradi uporabe stolpa za potrebe kupovanja gasilskih dvojic oziroma prej viden fire pump. Sprednja odprtina ima nameščeno fiksno ograjo in ponazarja ter omogoča vaje vstopa gasilcev čez balkon. Tretje nadstropje vsebuje prostor za vaje z izolirnimi dihalnimi aparati. Prostor se opremi s premičnimi ovirami, ki se po potrebi postavijo v prostor. Iz hodnika na stopnišču je možen izhod na streho. Streha stolpa je ravna in predstavlja teraso visoke zgradbe. Je pohodna z zavarovalnim zidom višine 1 meter, ki se zaključi z pritrdilno cevjo za potrebe pritrdišč. Nosilnosti 500 kg za izvajanje vaj spuščanja v globino. Dostop na streho je po jekleni lestvi stopnišča 3. nadstropja. Pokrov odprtine je na zunanji steni varovan z varovalnim zapiravanjem. Ker je v prihodnosti v režiji GZ Ormož predvidena gradnja objekta Gasilske zveze sanitarjev iz racionalnosti objektu ni, je pa že pripravljena električna, vodovodna in kanalizacijska napeljava s čistilno napravo, na katero bomo priključili kontejner za sanitarij, ki bo lociran neposredno ob že postavljenima kontejnerima. Zemljišče, ki ga vidite za stolpom, po celotni širini med železniško progo in cesto, bomo koristili za poučevanje postopkov in izvajanje gašenja požarov na naravi ter za prikaz pristopov ob iskanju odrešenih oseb. Za zaključek intervencije je bilo prikazano še gašenje visoke stavbe s pomočjo gasilske lestve in reševanje ujetega požara. Z pogasitvijo požara in rešitvijo ujetega nepoškodovanega otroka bomo prišli do konca prikaznih vaj, s katerimi smo poskušali predstaviti te aktivnosti, ki jih bomo izvajali na poligonu.
torej našega najmlajšega udeleženca današnje vaje, že peljejo in rešujejo s pomočjo gasilske avtovrste, poklicne gasilske brigade iz Maribora. Hkrati pa tudi že vidimo, kako so v zaključnem delu priprave za spustitev poškodovanca z pomočjo lestve. Pri reševanju z lestvijo je potrebno usklajeno delovanje ekipe, da hkrati izvedejo vse potrebne aktivnosti, da pride do varnega spusta poškodovanca z nosili na varno mesto. Gasilca sta varnost ukrepa, vsak na svoje strani v varovalni obroč, ki je namenjen varovanju delu z gasilskimi rešitvi. Takole vse je pripravljeno in vidimo, da so začeli gasilci sinhrono delovati za to, da bojo izvlekli oziroma rešili poškodovance z pomočjo nosil.
Zaradi tega, da smo lahko v čim krajšem času, pa vseeno čim bolj nadzorno prikazali gasilske veščine, smo nekatere prikazne vaje temu delno prilagodili. Za prikaz veščin hvala vsem 98 gasilcev iz gasilskih zvez naše regije ter ekipi Gasilske zveze Ormož, ki je skrbela za pripravo orodja pred in med izvajanjem delovnih točk. Čestitam. Spoštovani prisotni, 15.1.2015 je Gasilska zveza Ormož v sodelovanju s Svetom Podravske regije in Radiom Prlek organizirala dobrodelni koncert Mi za gasilce, ki je naznanil namero in začetek aktivnosti za izgradnjo gasilskega vadbenega poligona Podravske regije v Ormožu. Tistega dne sem kot govornik predstavil namen gasilskega vadbenega poligona. Danes bom citiral zaključek takratnega govora in sicer sem povedal takole. Tako kot poveljnik Gasilske zveze Slovenije, ki je med nami, sem tudi sam prepričan, da bo poligon zagotavljal ustrezne pogoje za izvajanje praktičnega izobraževanja gasilcev ter imel za to dovolj kapacitet. Njegov izkupiček bo merljiv v usposobljenih gasilcih in bo doprinos naši družbi, lokalnim skupnostim in ljudem, ki v njih bivajo. Želim, da nam projekt postavitve regijskega vadbenega poligona v Ormožu uspe in kljub temu, da smo z manjšimi aktivnosti že pričeli, nekako čutim, da je ta večer prispodoba postavitvi temeljnega kamna in upam, da se srečamo tudi na otvoritvi. Takrat sem povedal takole. In spoštovani zbrani, danes, 2 leti, 4 mesece in 12 dni pozneje smo na otvoritvi. Zdaj prosim pionirja, da pristopi do uniformiranih članic in iz tiste modre torbice, o kateri smo govorili čisto na začetku, vzame škarje in ključe, vse skupaj pa položi tudi na blazino, ki je v rokah držijo članice. Še en aplavz za našega pionirja. Tako, pri sebi ima modro torbico, iz nje je vzel škarje. In tudi ključe potrebujemo. Tako, vse je pripravljeno. Hvala lepa. Spoštovani gostje, drage gasilke in gasilci, slovesno odprtje novo zgrajenega poligona bomo opravili pri vhodu, zato v tem svečanem trenutku k odprtju vabim vse naše spoštovane visoke goste in tudi vse vas, gasilke in gasilci, ostali gostje, da se nam pridružite pri vhodu na poligon, tja pa se bomo opravili tudi v spremstvu glasbe. Prosim. Spoštovane gospe in dragi gospodje, tovariši gasilci in tovarišice gasilke. Pred nami je torej najbolj slovesen trenutek današnjega dne, odprtje poligona za usposabljanje gasilcev Podravske regije v Ormožu. To je trenutek, na katerega smo vsi skupaj z velikim veseljem čakali in tale trenutek tudi pričakovali. Zdaj vabim visoke goste, da opravijo simbolično otvoritev poligona. K odkritju table pred vhodom na poligon Podravske regije v Ormožu prosim, da pristopijo ministrica za obrambo Republike Slovenije Andreja Katič, predsednik Gasilske zveze Slovenije Jož Jakša, župan ormoške občine Alojz Sok in poveljnik Podravske regije Dušan Bižiti. Predaji ključa pa v tem svečanem trenutku povabim poveljnika Gasilske zveze Slovenije Francija Petka in predsednika Gasilske zveze Ormož magistra Dejana Jurkoviča.
tabla pred vhodom na poligon, ki je torej odkrita, vse je dobro napisano. Zdaj pa predaji ključa povabim še poveljnika Gasilske zveze Slovenije, Francija Petka in predsednika Gasilske zveze Ormož, magistra Dejana Jurkoviča. Tovariš predsednik Gasilske zveze Ormož, izročam ti ključe regijskega poligona, uporabljate ga za izobraževalne namene, vaje, predvsem pa za vzdrževanje znanja, ki ga gasilci pridobijo. Ravnajte z njim kot dobri gospodarji. Tovariš poveljnik Gasilske zveze Slovenije, obljubim, da bomo ta poligon uporabljali za usposabljanje in za urjenje naših gasilcev, prav tako pa bomo z njim ravnali kot dober gospodar. Najlepša hvala gospod ministrici in vsem ostalim gostom, ki so opravili simbolno dejanje. S tem je poligon za usposabljanje gasilcev Podravske regije Ormožu tudi uradno predan v uporabo. Zdaj pa besedi nagovora povabil še našo častno gostjo danes, ministrico za obrambo Republike Slovenije, gospod Andrejo Katič. Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci, predsednik, poveljnik, poveljniki, spoštovani župan, spoštovane domačinke in domačini, cenjeni gostje. Veseli me in ponosna sem, da sem danes tukaj z vami. Danes je pomemben dan ne samo za gasilstvo v tej regiji, temveč za slovensko gasilstvo. To je eden izmed prvih poligonov, verjamem, da jih bomo kmalu gledali vseh 17 v Sloveniji in zato smo lahko upravičeni ponosni. Vse to, kar ste danes tukaj pokazali v relativno kratkem času, so odlični pogoji za vaše usposabljanje. In samo vi, spoštovane gasilke in gasilci, ki ste že bili v intervencijah, veste, kako pomembno je izobraževanje in usposabljanje za vas. Kako zelo je pomembno zato, da lahko takrat, ko nekdo potrebuje pomoč, to pomoč tudi z vaše strani učinkovito dobi. Kako pomembno je usposabljanje tudi za vašo varnost, za nemoten potek intervencij. Tako da res mislim, da je danes to zelo, zelo pomembna pridobitev in da bo nam vsem skupaj res zelo dobro služila. Naj to priložnost izkoristim samo še zato, da se vsem vam, vsakemu izmed vas posamezno, zahvalim za vso vaše opravljeno delo. Tako v preteklosti in tudi vem, da na vas lahko vedno računamo tudi v prihodnosti. Vi ste tisti, ki imate v svojem delu res plemenite vrednote. Tovarištvo, solidarnost ter nesebična pomoč vsakemu posamezniku, ki kadarkoli to pomoč tudi potrebuje. Samo želela bi si, da bi v vseh porah našega življenja tudi bile te vrednote prisotne. Tako da najlepša hvala vam za opravljeno delo, najlepša hvala vam za opravljanje tega plemenitega poslanstva in prosim, prenesite mojo zahvalo tudi vašim družinam. Le vi sami veste, kako je, takrat, ko bi lahko uživali udobno v naslonjaču, pa vas kliče klic na pomoč in se vedno odzovete. Tako da hvala vam, hvala vašim najbližjim, hvala vašim družinam, srečno in na pomoč. Lepa hvala, spoštovana ministrica, za tale prijazen in prijeten nagovor. Zdaj pa prosim še predsednika Gasilske zveze Ormož, magistra Dejana Jurkoviča, da našim častnim gostom, tistim, s katerimi smo se družili tudi na našem prireditvenem odru, razdeli še priložnostne kovance, ki jim bodo v lep spomin na današnji svečani dogodek.
To je torej skromna zahvala za opis na današnji slovesnosti predsednika Gasilske zveze Ormož, magistra Dejana Lukoviča, pravzaprav v imenu vseh, ki ste danes pripravili tale dogodek. Zdaj pa predlagam, da se vsi častni gostje postavite še v bližini tele table, ki je lepo zasijala, ko smo jo odkrili, da bomo naredili še spominsko skupno fotografijo. Ob tej priložnosti pa se spoštovanim gostom, gospe ministrice, tovarišem gasilcem in gasilkam zahvalimo za obisk v Ormožu in naznanjamo, da smo zaključili z današnjo slovesno otvoritvijo poligona za usposabljanje gasilcev Podravske regije. Naj vam vsem, ki ga boste uporabljali, dobro služi in naj bo to kraj, kjer se bodo prihodnje srečevali mnogi gasilci in gasilke, prostor, kjer se bodo dobivala nova gasilska znanja in tudi izkušnje. Za udeležbo se vsem lepo zahvaljujemo, tudi za strpnost, ampak lepo vreme smo si nenazadnje tudi naročili. Zdaj vas povabim, da se udeležite še prav vsi pogostitve ter pokusite dobrote, ki so vam jih pripravili v Ormožu. Prijetno soboto vsem skupaj, varno vrnitev na vaše domove in v vaša gasilska društva in na pomoč.